Za več pogledov je v studiu z nami politični analitik Dil Hoffman. Dil, hvala, da ste z nami. Veliko imamo za razpravljati. Začeti želim s tem, kar smo pravkar slišali od Gadija Eisenkota, nekdanjega poveljnika IDF, ki je govoril o tem preboju, okvirnem dogovoru med Izraelom in Libanonom, ki ga je posredoval Washington. Veliko odzivov, veliko skrbi, mnogi so skeptični. Kaj ste izvedeli na političnem področju? Na političnem področju, Benita, je to priložnost za Eisenkota, da pokaže svojo verodostojnost na področju varnosti in poudari, da ni levičar, kot ga namerava Netanjahu prikazati med to volilno kampanjo. Če lahko po sklenitvi dogovora nastopi še bolj odločno kot on, potem bodo možnosti, da ga bodo prikazovali kot levičarja, manjše. V preteklosti ima sicer madež, ker je podprl palestinsko državo in prepričan sem, da ga bodo na to znova in znova spominjali. Ampak prej je bil general odgovoren za severno poveljstvo, zato lahko reče, da Netanjahu ni dovolj odločen. Kako mu gre kot novemu izzivalcu Benjamina Netanjahuja, glede na to, da so ga zadnje ankete postavile daleč pred ostale glavne izzivalce? Ankete, ki sprašujejo, kdo je najbolj primeren kandidat za predsednika vlade. Tukaj ima Eisenkot prednost pred Netanjahujem. Število mandatov med strankami nekoliko niha, vendar ga vedno bolj vidijo kot verodostojnega kandidata za zamenjavo Netanjahuja. In dobra novica za Eisenkota je, da se njegova podpora skozi celotno volilno kampanjo dosledno zvišujejo. In ko gre za druge tako imenovane izzive in različna združevanja, ki bi se lahko zgodila, ter kako bi se stvari lahko odvijale predvsem na strani opozicije, kaj trenutno izveste od svojih virov? Kako kaže? Bonita, zelo zgodaj je še. Do oddaje seznamov je še veliko časa. Ena od današnjih poročil je govorila o tem, kako so Bennettove iztočnice prišle v javnost in kjer je govoril o tem, da spoštuje Eisenkota. Ampak da bi bila potrebna učna krivulja, če bi postal predsednik vlade. In zato je rekel, potrebuješ nekoga, ki je že opravljal to vlogo leto in pol, kar pa v resnici ni res. Bilo je samo 1 leto. In veš, vsi igrajo svojo igro. V politiko vstopajo najrazličnejši novi ljudje. Danes večer smo slišali o Eliezerju Bohu, nekdanjem županu mesta Bejt Šemeš. In vsaka stranka bo potrebovala očeta, ki je izgubil otroka, mater, ki je izgubila otroka, ali nekoga, ki je preživel festival Nova, ali talca, ki se je vrnil domov. To bodo dragoceni politični aduti. Vsaka stranka mora imeti enega. No, to me pripelje do naslednje točke. In sicer do prispevka, ki smo ga malo prej videli od moje dopisnice Jo Brown, ki je govorila o Bekalelu Smotriću. In ta odkrito povedano nora izjava, ki jo je dal, ko si je pripisal zasluge za varno vrnitev izraelskih talcev iz ujetništva Hamasa v Gazi. Videli smo nekaj odzivov družin na današnjem dogodku. Bolečina je otipljiva. Kaj menite o takšni izjavi skrajno desnega voditelja v tem trenutku? To preprosto ni res. Kaj sploh skuša doseči? Poskuša ostati nad volilnim pragom in skuša delovati človeško, ampak wow. Zaradi tega sploh ne deluje človeško? Laže, večkrat je glasoval proti temu, da bi talce pripeljali domov. Ni upošteval, da so se nekateri talci vrnili mrtvi. In ko reče, vse talce sem pripeljal domov, mrtvi ne štejejo. Ne posluša politične stratege, ki mu svetujejo, naj skuša delovati človeško. In mislim, da nisi edini, ki ni prepričan. Zdi se, da se je strategija, ki jo je tam poskušal uporabiti, precej grozno obrnila proti njemu. Želim tudi tvoje mnenje o komentarjih Benjamina Netanjahuja glede široke vlade narodne enotnosti in o potrebi po njej v prihodnosti. Jair Lapid je na sestanku frakcije dejal, da je to prava norčevanje. To je samo obupan poskus, kot je rekel, da bi predsednik vlade lahko še naprej vztrajal, če tako rečem. Kaj menite o njegovem poskusu, da bi v tem trenutku pritegnil različne stranke? No, ampak politiko sem spremljal zelo dolgo časa. Ob vsakih volitvah je rekel, da si želi čim širšo vlado. Imel je veliko različnih političnih strategov in vsi so mu svetovali, naj to reče. To je tisto, kar si javnost želi.
Ankete kažejo, da si želijo široko vladno koalicijo. Veš, kaj pomeni široka vladna koalicija? Brez ultraortodoksnih, brez arabcev, ničesar skrajnega. Vse je iz glavnega političnega toka, cionistično, nekaj povsem splošno sprejetega v Ameriki, da se slabi fantje držijo stran. In tudi, veste, širšo kot ima vlado, manj krivde bo dobil za 7. oktober. Kar ste danes videli v žvižganju Bacalu Smotriču na obrobju Gaze, boste zdaj videvali vsak dan. To boste videli tako pogosto, da bodo politiki deležni žvižgov ljudi povezanih s 7. oktobrom, ki jih bodo opominjali, kako so glasovali in kakšno vlogo so imeli 7. oktobra. To ne bo več novica, postalo vam bo tako dolgočasno. Popolnoma prav imate, do oktobra je še nekaj časa, hkrati pa ljudje vedo, kaj nosijo v svojih srcih. Mi bomo spremljali. Gil Hoffman, kot vedno, cenim, da ste tukaj v studiu. Najlepša hvala.